In Mateja, kako preživete prvo noč? Oh my god. Oh my god. Nekaj me snema. Malce. Mateja Filipič je bila rojena v Kopru leta 1986, kjer je svojo glasbeno pot začela kot učenka flavte na glasbeni šoli Koper. Ljubezen do džeza je odkrila že v osnovni šoli, ko jo je njegova kompleksnost navdušila na koncertih, ki jih je obiskovala s starši. Ko je flavto zamenjala za saksofon, je še pred polnoletnostjo dobila priložnost za nov korak na džezovski poti. Sodelovati v big bandu Roberta Vatovca. V tem orkestru je izkušnje pridobivala 2 leti, nato pa se je pridružila mladim glasbenikom v novo ustanovljenem big bandu Hrošči. Tam je igrala prvi alt saksofon, bila ena ključnih solistk in spoznavala improvizacijo. Glasbeno raziskovanje jo je popeljalo tudi v ska in rock. 2 leti je namreč nastopala z obalno zasedbo Pudding Fields. Ni le igrala, temveč je tudi pela v a cappella gospel zboru Be Jesus. Ko se je big band Hrošči ob menjavi generacije preoblikoval v Bandit Orkestra, je Mateja s to zasedbo sodelovala kot glasbenica in organizatorka. Študij krajinske arhitekture ji je odprl nove dimenzije kreativnosti. Kot eksperimentalni prostor za svojo vizualno umetnost je ustanovila podjetje Kaiobi. V ilustracijah Crumbles je zajemala drobce vsakdana, s projektom Karte na mizo pa iz slovenskih pravljic ustvarila set igralnih kart, ki ga je predstavila na 9. bienalu neodvisne ilustracije. S kolektivom Avtomatik delovišče se je zavzemala za demokratizacijo oblikovanja prostora, medtem ko je na Zavodu za varstvo kulturne dediščine skrbela za ohranjanje istrske kulturne krajine. Kot smo mogoče opazili, v vseh vizualizacijah do zdaj so vse zelo, zelo zelene. Veliko zelenja je tudi na privatnih balkonih, torej najboljši investitor mogoče pričakuje, da si bo vsak, ki bo kupil stanovanje, na svojem privat balkonu posadil 3 velike ciprese. V bistvu ideja tega Avtomatika je, da se razvije nekako delovišče, kjer bi se združevale različne kreativne industrije. Lepo bi bilo, da bi to ratala ena stična točka, recimo za vprašanje o prostoru, o Kopru in o širšem prostoru, in lepo bi bilo pogledati skozi to okno ven in videti nek družabni prostor. Mateja Filipič je k kulturi morda največ prispevala na področju organizacije glasbenih dogodkov, predvsem v sklopu mladinskega društva Marezige. Že od samega začetka je bila del zgodbe festivala Marezi Jazz, ki se je začela pisati pred skoraj 20 leti, ko so se snovale prve ideje in zametki. Od leta 2011 je s svojim grafičnim oblikovanjem bogatila vizualno podobo festivala.
Od leta 2019 je Marezi jazz pod njenim vodstvom kljub izzivom pandemskih omejitev in prelomni selitvi na prestižnejšo lokacijo vztrajno rasel in se razvijal. Skupaj z ekipo je dokazala, kaj lahko angažirana skupina mladih doseže s prostovoljskim delom. Marezi jazz je postal največji evropski festival big bandov in eden najpomembnejših jazzovskih dogodkov v Sloveniji. Mateja Filipič je koordinirala tudi 19. obletnico festivala, najuspešnejšo izvedbo doslej. Koliko let si prostovoljec na Marezi jazzu? Od začetka. Dejansko sem že od začetka Marezi jazza praktično sodelujem pri tem dogodku. Na začetku smo res počeli vse sorti in zadnje nekaj let se ukvarjam bolj z vodenjem in organizacijo. Več kot polovico svojega življenja je dihala s festivalom, ga znova in znova organizirala z vnemo in ponosom, vanj vlivala svojo kreativno dušo in organizacijsko energijo in to kljub hudi bolezni, ki jo je spremljala zadnji 2 leti. Do zadnjega je razvijala ideje, kako 20. obletnico festivala povzdigniti na novo raven. Poleti nas je zapustila. A njen izjemen prispevek ni ostal neopažen. Novembra sta ji mestna občina Koper in Slovenska filantropija posthumno podelili posebno priznanje za življenjsko delo.